Živijo, tukaj Valentin. Prijatelj me je prosil, da povem nekaj glede strahu pred javnim nastopanjem. Ura je 20 minut čez 9. In strah, na splošno vsak strah je manifestacija uma, misli, ki nas ločijo od realnosti, od te realnosti, da smo mi v našem fizičnem telesu in da fizično telo ne more imeti strahu, ker je del enosti, ker je del materialnega sveta in materija kot taka se ne uniči, ne izgine, ne more umreti, ampak je tukaj, je del realnosti. In tisto, kar nas loči od te realnosti, od zavedanja realnosti, je oziroma umsko-zavestni sistem, ki nas preprečuje, da mi nismo to fizično telo, temveč da smo energija. In kot energija pa potrebuje za svoje preživetje proizvajati konflikte, črpati energijo iz fizičnega telesa, zato da poskrbi za svoj obstoj. In je tisti, ki se praktično boji, ker v trenutku, ko mu zmanjka energije, preneha obstajati. Je kot bi izklopil elektriko iz računalnika in tisti program, ki je tekel pred tem, izgine. Enostavno ni več vira napajanja. In podobno deluje tudi naš Ko nastopamo pred javnostjo, pred drugimi ljudmi, lahko naš proizvaja določene misli, ki nas povabijo, da jih sledimo, da jih zasledujemo. In potem, ko zasledujemo te misli, se ločimo od fizičnega telesa. Ključno je torej, da v trenutku, ko opazimo misli, da jih ne sledimo, ampak da pozornost vrnemo nazaj na naše dihanje, da se vrnemo v naše fizično telo, ki je stabilno, in na ta način tudi preprečimo pojavljanje kakršnihkoli čustvenih reakcij, vključno z čustvom strahu. Strah je po definiciji negativno čustvo in temelji na razmišljanjih o scenarijih, v katerih smo mi v nekem manj vrednem položaju. Običajno, ko smo pred očmi drugih, se pojavljajo v našem misli, ki nas obsojajo, ki nas delajo manj vredne. Te misli so lahko posledica naših preteklih izkušenj, ko so nas v preteklosti nekateri ljudje zasmehovali, podcenjevali, nam govorili, da smo nesposobni, nevredni, grdi in podobno. In ker smo mi takim besedam verjeli, smo sprejeli ta prepričanja v sebe in so ostala v našem v naši podzavesti. Če hočemo torej odstraniti vzroke za strah, moramo sistematično ozaveščati ta sprejeta prepričanja in si jih odpuščati. Torej, osvobajati se od prepričanj, ki smo jih sprejeli v preteklosti, še posebej od drugih ljudi. In to so predvsem ta prepričanja, za katerimi so nas drugi naredili manj vredne. Ključno je torej, da
med javnim nastopanjem govorimo iz sebe, iz našega fizičnega telesa, iz naše osebne realizacije in da ne dopuščamo, da sproža misli. Da to dosežemo, pa je potreben kar dolgotrajen proces sistematičnega ozaveščanja misli. Najbolj učinkovito se to počne za uporabo pisanja, ker na ta način misli, ki so zelo hitre, zmaterializiramo in potem imamo dovolj časa, da jih ozavestimo, ugotovimo, kaj so tisti čustveni sprožilci in na ta način odstranimo te energetske besedne mine iz nas samih. Poleg tega je koristno tudi, da se na javno nastopanje pripravimo. Najbolje nastopamo, če razumemo publiko, če se pozanimamo pred govorom, kakšne so njihove življenjske zgodbe, kakšna je narava njihovega kolektiva, kaj želijo slišati, ali imajo kakšne določene predsodke kolektivne, kakšne stvari so za njih zanimive, tako da naš govor potem prilagodimo našim slušateljem, da je naš govor čim bolj njim pisan na kožo. Predvsem pa, da to, o čemer govorimo, da je v njihovo korist. Torej, da govorimo z namenom, z motivom, da koristimo z našim govorom pri temu, da ljudje, ki nas poslušajo, da imajo od tega neko korist, neko osebno korist, da jim pomagamo v njihovem življenju ali v poslu ali pri višjem zavedanju. In pa fino je tudi, da vadimo naš govor, da se pripravljamo, da pripravimo določene ključne točke, o čemer bomo govorili. Predvsem pa izkazalo se je kot neučinkovito, da na pamet, da se naučimo besedilo govora. Bolj koristno je, da čim večkrat doma vadimo govor, da tudi skrajšamo število besed glede na razpoložljiv čas, ki ga imamo. In potem, da si samo pripravimo določene ključne točke, teme, o katerem bomo govorili. To so nekako ta priporočila izkušenih govorcev. Za tiste, ki jih zanima, da bi postali boljši javni govorci, pa me lahko tudi osebno kontaktirajo, ker sem tudi član nekega globalnega kluba za izboljšanje svoje osebne in poslovne uspešnosti in imam tudi določen video seminar prav iz področja veščin javnega nastopanja in tudi nekatere knjige imam iz tega področja, kako postati boljši govorec. Poleg tega je pa tudi še obstaja svetovno znano združenje, ki se imenuje Toastmasters. Toast je seveda znana oblika kruha, ampak ni to edina definicija te besede. Toast pomeni tudi zdravljica. In Toastmasters je naziv za ljudi, ki na raznih srečanjih izgovorijo določeno besedo, nagovor. Torej so master pomeni mojster, torej oni so mojstri zdravljic. In po svetu se je razširil koncept, to je neka vrste kakor franšizni klub,
ki se imenujejo Toastmasteri. To je specifično društvo ali organizacija, ki uči ljudi, kako postati boljši govorci, kako se izmojstriti glede javnega nastopanja. In tudi v Sloveniji imamo njihovo filialo, franšizo, izpostavo, kakor temu rečemo, in sicer v Ljubljani. Tako da še posebej tisti, ki ste iz Ljubljane, vas vabim, da greste na spletno stran toastmasters.si in se priključite. Povezavo do teh koristnih informacij bom tudi napisal v opis tega videoposnetka, tako da ste vabljeni, da si to pogledate. Toliko za danes glede premagovanja strahu pred javnim nastopanjem. Želim vam čim bolj uspešen napredek na tem področju. Lepo se imejte in nasvidenje.